Žiga Kovačević, vi ste danes tukaj predstavljali košarko. Kakšni so vaši vtisi na tem kampu, ko želite vse skupaj nekako približati tem, ko so prišli sem, morda ne le pogledati, se preizkusiti in morda tudi začeti z omenjenim športom? Ja, sam sem navdušen in sem tudi vesel, da me je Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komitej povabila na ta vikend. Zelo sem bil vesel, da sem videl vse te mlade nadebudne športnike, ker moram reči, da sam se več ali manj ukvarjam z članskimi igralci, ki so že uveljavljeni v košarki na vozičkih, in je bilo prav lepo videti mlade nadebudne športnike in srčno upam, da se nam bo v nekem doglednem roku kdo od teh mladih pridružil. No, morda je prav to, ja, torej tisti korak za naprej, namreč primanjkuje verjetno podmladka, ne, in dobro je kmalu začeti, da se potem tudi dobro razviješ. Dejstvo je, da v Sloveniji nam precej primanjkuje mladih športnikov invalidov. Sicer smo v zadnjem letu ali dveh pri košarki na vozičkih uspeli narediti nek napredek, ampak bom rekel, pravih, res mladih igralcev, ki so še v najstniški dobi in ki se razvijajo in potem pri cirka 18 do 20 letih že aktivno igrajo košarko, pa ni. Naši najmlajši igralci, ki igrajo z nami v članski reprezentanci, so stari okrog 25 let, sam pa si želim, da bi to dobo znižali in bi že fantje pri 18 letih lahko igrali z nami. No, in članska ekipa, reprezentanca pa se lahko pohvali, da je res na zelo visokem nivoju. Tako bom rekel, v zadnjem času, predvsem v zadnjem letu, smo res uspeli narediti nek napredek. Igramo neko prepoznavno igro, ki je nekoliko atipična za ekipe, ki izhajajo iz našega balkanskega področja. Igramo hitro, tako da upam, da bomo v naslednji sezoni, ki se prične zelo kmalu, še nadgradili ta rezultat v mednarodni ligi in morda celo posegli po naslovu prvaka lige NLB Wien.